To blizu poslika, da bo videl, kaj tu piše. 23. člen. Senek, Franca, imaš ti kakšen tudi plakat? Daj me enega. Kaj piše v 23. členu? Da vam lahko sodi samo sodnik na sodišču. Jaz sem Mariborčan, vse lepo pozdravljam, sem tudi zagovornik na Evropskem sodišču v Strasburgu. Tako da to, kar se dogaja v Mariboru v Sloveniji, je, bom rekel, nerazumno, bantustan. Moram povedati, da sem vesel, da sem lahko med vami tukaj in dajte poslušati radijsko tribuno 22.10. z Bredo Čepe, pa vam bo vse jasno. Radio Maribor. Ja, jaz sem noter, jaz sem povedal vse, kar sem imel. Prosim? Boste ali boste gost? Ne, sem bil že. Imate link, ali snemate. Glejte, link je AVA z malo, ava2.148.554039. Kako bi odreagirali, če bi srečal gospoda Kanglerja ena na ulici? Ne, hotel sem iti k njemu na obisk, prej pa ga ni. Ne, jaz če bi ga srečal, jaz bi ga povabil na kavo, pa bi ga prosil, gospod Kangler, ali ste vi kdaj prebrali ustavo? Veste, v ustavi je noter en člen, 3a, ki pravi, da tudi Evropska konvencija je obvezna. Ta država tudi ne ve, da policija je, oziroma država je 2001. Podpisala Evropski kodeks policijske etike in v njem je klauzula, ki lepo pravi, da policija lahko ima sodno funkcijo izjemoma, kadar gre za manjše kršitve, ki mora biti točno zakonom določeni in analogno temu se mora obnašati tudi redarstvo. 3. člen zakona o redarstvu nikjer ne dovoljuje meritev hitrosti na cestah, ampak v 3. členu zakona o redarstvu piše, da redarstvo kontrolira mirujoč promet, javni red in mir in ekologijo. Se pravi, gre za pravno kolobocijo oziroma gre za neznanje vseh uradnih oseb v Sloveniji. Tudi Tirki in vsi ostali so, pač ustava je univerzalna, 1.1.92 je začela veljati in leta 1994 mi je dr. Bučar osebno potrdil. Gospod Poljanec, nismo imeli časa, smo kar nemško ustavo prepisali. Se pravi, če v Nemčiji pred stebri dajo 200 metrov tablo, vidno foto ali video snemanje, pol zahtevam tu enako. Ker pa tega ni bilo narejenega, je že tako vse narobe in gre za kazensko odgovornost uradnih oseb po 138, 257 in 288 členu. Pa menite, da so vsi ti ljudje danes tukaj zgolj zaradi radarjev? Ne, glejte, jaz sem Mariborčan in moram povedati, dajmo se spomniti, kaj se je dogajalo leta 1942 v Tkalskem prehodu. Mariborčani so zažgali nemški avto. Kaj se je dogajalo leta 1990 v Mariboru? Mariborčani so in gospod Šimčik je prva žrtev osamosvojitve in Pekre. To so zadeve in po moji oceni in po mojem vedenju ocenjujem, da se je 20.10.2012 začela nova osamosvojitev. Namreč, povem vam, prepričan sem, da dokler bomo dovolili, da nam vladajo bivši miličniki, bivši podoficiri in oficiri JLA in partijci, za to državo ni rešitve. Rešitev je samo v tem, da se državljani naučimo naših pravic in pravico imamo stati danes tukaj, mirno zborovati, to je po 42. členu in jaz in mi vsi, ki smo tukaj, imamo po 39. členu ustave pravico povedati karkoli, razen hujskati nasilje pa izvajati nasilje. Kaj torej sporočate županu? Županu sporočam, gospod Kangler, naredili ste toliko škode, ker niste prebrali ustave. In to gre za grobo kršitev človekovih pravic. Vzel si je kompetence, ki jih niti po ustavi, niti po Evropski konvenciji, niti po drugih dokumentih nima, niti on nima nobene pravice pomilševati voznike ali pa reči, te bomo kaznovali, te ne. Še na eno stvar moramo opozoriti, dragi državljani Republike Slovenije, polovičnih kazni ne sme biti.